zasedal izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke. Mi smo imeli prvotno predviden ta sestanek za jutri, glede na splet teh dogodkov in pa tudi izforsirano sejo, referendumsko sejo jutri, smo se odločili, da opravimo to razpravo danes. Na izvršilnem odboru je vodstvo dobilo popolno podporo pri zahtevah, ki smo jih zadali že petek pred samim tem političnim vrhom. V prvi vrsti gre za to, da zahtevamo od vlade Republike Slovenije, od koalicije, da preloži jutrišnjo odločanje o referendumski zakonodaji. Ocenjujemo, da smo dolžni do civilne družbe, do ljudstva, to, da naredimo te korake pogovora, v katerem bomo še izmenjali stališča in na koncu tudi po tej obljubljeni 60-dnevni razpravi ocenili, ali je takšno besedilo, kot je pripravljeno, usklajeno, primerno ali ne. Mislimo, da je tega demokratičnega deficita v Sloveniji že preveč in da na tej točki res ni nobenega razloga, da želimo na vrat na nos jutri o tem tudi odločati. Zato bo to prva zahteva, katero pričakujemo, da bo izpolnjena na nocojšnjem političnem vrhu. Kar se tiče fiskalnega pravila, nas te številke, katere se nam pojavljajo, tudi ocena finančnega stanja Republike Slovenije, kažejo na to, da smo v Sloveniji dolžni spoštovati pravilo, da koliko imamo, toliko lahko tudi porabimo. Vlada Republike Slovenije mora v ta namen tudi sprejeti zelo jasen nacionalni reformni program in program stabilnosti, v katerem bodo ti ukrepi tudi jasno zapisani s številkami, zapisani tudi z temi ukrepi, s katerimi bomo določen del prihranka naredili, kajti mislimo, da smo dobili signale v zadnjih tednih zelo jasne, da mi v nedogled s tem odlaganjem in enormnim zadolževanjem s tem ne moramo nadaljevati. Zato mislimo, da je letnica 2015 tista, katero je potrebno v torek zapisati. Gre tudi za ključen teden, v katerem bo potrebno oddati tudi nacionalni reformni program. Zgroženi smo nad tem, da je bil 26. nacionalni reformni program narejen na takšen način, da iz njega praktično ne izhaja nobene številke, nobenega ukrepa. Zgroženi nad tem, da bi naj o tem jutri zvečer po seji, na kateri bi naj sprejeli ustavno spremembo, razpravljal vrh koalicije in ne vem, kdaj potem to uskladil v družbi, uskladil z opozicijo, dorekel v parlamentu, saj na odborih, ključnih odborih in tudi dorekel z ljudmi, kaj je potrebno s temi ukrepi narediti oziroma kaj nas čaka v prihodnje. Prav tako želimo zelo jasno vprašati predsednico vlade, kam bo šlo te slabe 3 milijarde evrov, ki si jih je finančni minister pred kratkim pregrešno drago zadolžil v Ameriki. Ne vidimo pravega razloga, zakaj smo morali to narediti na vrat na nos pred samo oddajo nacionalnega reformnega programa, pred programom stabilnosti in glede na napovedi in pa glede na sporočila, ki so prihajala v zadnjih tednih, je več ali manj tudi naša ocena, da je ta denar najet več ali manj za to, da se kupuje socialni mir, na nek način, da se gremo demokratični socializem že tudi s tem denarjem in da na drugi strani lahko preko ukrepov, ki so obljubljeni tako za sanacijo firm, za sanacijo podjetij, tudi na tak ali drugačen način napajamo slovenska omrežja, ki so že dobro izčrpala državo. Ocenjujemo, da je situacija zelo resna in da je takšno po svoje neresno, neodgovorno obnašanje vlade zaskrbljujoče in bojimo se, da vekolikor se ne bo začelo z resnim, odgovornim ukrepanjem, da bo v našem imenu to storili nekdo. Lahko vprašam, gospod Bojič, kaj pa če jutri seja glede sprememb referendumske ureditve vendar ne bo? Kaj boste storili v frakciji SLS-a? V Slovenski ljudski stranki, kot sem že dejal, pričakujemo, da bo prevladal razum, modrost in da te seje jutri ne bo. Vekolikor ta seja bo, mi pri odločanju ne mislimo sodelovati. Gospod Bogovič, politika se že vsaj 15 let ukvarja s to referendumsko zakonodajo. Vse možni scenariji so bili preigrani,
postavno preigrani. Zdaj se na neki točki politika v določeni meri oziroma v veliki meri soglaša s temi spremembami. V čem je problem? Zakaj to odlaša? Zakaj čaka? Zakaj tega enostavno ne sprejmete? Ker to, ko vi kot politik, ste veliko hodili v Bruselj, in to je eden izmed ključnih pomislekov oziroma priporočil v Bruslju, v Evropski komisiji, da se to vprašanje končno reši. Zakaj to zdaj predlagati? Ker pravite, da se mudi. Pravite, da se zelo mudi. Vsemi stvarmi. To je ena izmed pomembnejših zadev v tem paketu. Pravilno ugotovitev. Nam se v tednu, ki je pred nami, zelo mudi sprejeti finančni paket. To je teden, ko je potrebno 9. oddati številke, s katerimi bomo morali prepričati Evropsko komisijo, Mednarodni sklad, kako tudi Evropsko banko. In te ukrepe moramo, kot smo že dejali, spraviti v ta paket in ga tudi uspešno prestati in ga zagovarjati in 29. januarja doseči tudi ta dogovor. Referendumska zakonodaja je na nek način dvojček teh ukrepov in nam se zdi, da je to, kar je naredila sedaj koalicija, dvakrat napak. Prvič zato, ker je na nek način izigrana obljuba do civilne družbe, da se v tednih, govorimo zdaj o tednih, ne govorimo o 15 letih ali o mesecih, govorimo o nekaj tednih, ko je bil obljubljen še ta demokratični dialog, da se najprej njih izigra, drugič pa tudi glede na to, da je na vrat na nos sklic te seje dan pred sejo, za katerega še ni dogovora okoli fiskalnega pravila, izigra tudi osnovno to finančno trdnost države in na nek način tudi koalicijo. In mislimo, da je odgovorno, mi smo pričakovali to, da bi že prejšnji četrtek spregovorili o eni in o drugi zadevi, takrat drugi niso mogli biti prisotni in mislimo, da se mora politika odgovorno doreči o eni, drugi, tretji stvari. Ampak vi ste pri referendumski zakonodaji, ste za to vsebino, ki je na mizi? Podpirate to? Mi lahko rečemo, da je takšna zakonodaja, kot je sedaj narejena, dosti boljša, kot je bila na začetku, da v osnovi z to vsebino nimamo takšnih težav, kot so bili na začetku. Po svoje je še vedno ta številka 20%, se pravi 340 tisoč negativnih glasov, relativno visoka. Sicer pa je takšna zakonodaja boljša, kot je bila prej v času nastajanja. In zato mislimo, da je prav, da ob tej javni razpravi, ko bomo opravili javno razpravo, ker mi ne smemo slepiti in zavajati ljudi, da to na nek način ni povezano tudi z finančno zakonodajo, je prav, da ljudem odkrito spregovorimo tudi o posledicah reformnega programa stabilnosti, kako tudi fiskalnega pravila. In ta razprava naj bo poglobljena, naj bo široka, rok pa, kot vemo, se meri v tednih, ne v mesecih, ko je potrebno jo opraviti.